Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci Trebi TV, ker nam v programu primanjkuje časa, se dotočimo na tedenski magazin, kjer vam predstavljamo ekskluzivne zgodbe preprostih, vse hudega, trpečih dolenk in dolencev. Zdravniški nasveti. Na začetku magazina poglejmo v zdravstveni domu v Trebnje, odkudar prihaja neverjetna zgodba o vetrovih. Gospod doktor, dober dan, Bogdej. Veste koga? Bom se vzela. Poslušajte, jaz imam take probleme, mene tako rad napeje, take vetrove imam, sem čudni za tej golubčki. Jaz jih nič ne slišim, pa tudi ne boham, ne. Ja, gospa, bomo šla kar po vrst. Tlele imam ene recepte, pa kar pejte domov, če se kaj nazaj pridite. In gospa se je odpravila domov in veselo jedla zdravila. Čez en teden po vestni uporabi zdravil pa se je vrnila dokaj nezadovoljna. Gospod doktor, sem spet nazaj. Kakšna zdravila ste mi pa tu dali? Veste, mene še zmemret napeje, ki hudir. Zdaj je pa še smrtec začelo. Ja, gospa Ana, no sem vam že odmašil, zdaj bom pa še všesa. A hudir. Iz zdravniških ordinacij v Mokolo. Od tam smo v tem delu dobili pritožbo o zaslovljenih cenah lokalnega hotela. Zveza potrošnikov vam priporoča, da se v primeru neprimernih cen zgledujete po naslednjem primeru. Zgledujete po naslednjem primeru. Dober večer. Kaj mladi gospod? Ja, imate tično zola zame. Ja, gvišno te imamo. Tam na levu, naprej, hodnika je soba, zjutraj se pa vrnite, da poračunama. Zmenu. Gost se zadovoljen odpravi v posteljo. Celo noč je bilo slišati zadovoljne zvoke utrujenega gosta. Po prespani noči se zjutraj gost napoti k recepciji. Dobar jutr. Dobar jutr, evo, tlele se računi. Prenočišče 20 evrov, gorka voda 20 evrov, skupaj 40 evrov. Koga? Ti se ne sem umival. Čakaj, tu pa ne moj problem. Voda je bila in tu gorka, če ne ste rabu, vaš problem. Naprej še malo, bifet 20 evrov, WC 20 evrov, 80 evrov, gospod. Koga? Si ne sem nič pil. Televizijo od ne si gledal. Lejte, tu ne je moja stvar. Ali ste ali pa ne ste, plačati bo treba. Gospod, vidite tole kozo? Ja, vi ste me ne vidim, ja? 40 evrov ste me dolžni, ker ste mi kozo nategnili. Jaz te pa še ne sem. Ja, to je pa vaša stvar. Takle je bilo na razpolago, ste je pa imeli. Po zadnjih informacijah je gost plačal le polovično ceno. Sam je bil vratar, ker je imel možnost razpolagati s kozo dolžan 40 evrov. Vrtnarski nasveti. Danes bomo govorili o tehniki predelovanja korenja. Tako smo se že preselili v zevnik gospe Micke in Franske iz Dobrniča, ki sta naši zvesti sodelavki. Prosim, Franska in Micka. Mic! Kako pa to, da imaš ti tako lepo razraščen koren? Poglej, moj je pa tako klaveren, vse skepneč. Veš kaj, Franska, ne? Ali bo tudi tvoj glih tak, ja? Sam veš koga? Cel teden mu ti kaš tvoje ta zadnjo. Bo tako zrasel, ne pa da jo doma sem kavč gleda. A res bo pomagalo? Kot smo slišali, naj bi v boljši rasti korenja pripomoglo kazanje ta zadnje korenje. Tako je Franska vsak dan, ves teden hodila v zevnik kazati ta zadnjo korenju. In je kazala,
in je kazala v vse smeri neba in proti soncu in celo polni luni. Ta mica zmeda norca dela. Cel teden se matram pa red kažem, ta kurijen se bom kamor ne premakne. Ej, Franska, kako kaj kurijen? Kurijenček. Ti se zmeda norca delaš. Poglej, še isti je, kaj pred prejšnjim tednom. Tu ne še skipnič. Veš, koga neš se ne zajbavam? Sam Franska. Poza. Poza, ta je pomembna. Ma ti ko imaš tle, pa okupavaj. Jaz pa ne bom delala. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bil ekskluzivni magazin TV Trebi o dogodkih preprostih Dolenk in Dolencev. In ne pozabite, ne verjemite vsemu, bistvo je v čem skrito. Ostajite še naprej z nami na ta čudoviti dan 22 državnih kmečkih iger in srečno!